Pozdravljeni, moje ime je Mojmir in vi ste v kuhinji za najboljše. Danes bomo predstavljali nam manj znano, a vendar zelo zanimivo, raznoliko in zdravo prehrano, to je romska kulinarika. In z veseljem pozdravljam našo gostjo, gospo Ajšo Mehmeti. Ajša, pozdravljena. Pozdravljena. Pa nam povejte, kaj bomo danes pripravljali? Danes bomo tako od začetka bomo išli prvo kruh mesec, pol bomo začeli kislo juho, to po našem pača. Pol pa bomo išli še, imamo zelje sladko z mesom, šahtaj mas, ko pride zelenjava, pa tako. Odlično. Za kruh bomo potrebovali moko, kvas, pa sol. Za kislo juho bomo potrebovali piščanca, korenje, zeleno, peteršilj, čebulo in na koncu še jogurt in jajca. Za sladko zelje oziroma šahmas bomo potrebovali seveda zelje, govedino, čebulo, jajčevec, papriko in pa pelate. Ajša, predlagam, da kar začneva z delom, če boste vi začeli z kruhom, jaz pa z sladkim zeljem. Kako bomo naredili ta kruh, zakaj ga uporabljamo? Te kruh imamo zdaj moko, imam kvas, bom solila, z vodom bom naredila, pa bom malo pol ure bo shajal, pa bomo ga šli na male komade narediti, pa takoj ga začnemo dati peč. Pol pa, če imamo sezano, je bolj pomembno, da damo malo sezano odgor in te kruh porabimo za vsaki dan in za večina prijedi, pri totem šah, pri jahniji, pri tavi, tak, ki je bolj tekoča hrana, tudi pol naše kruh rabimo dovolj. Kaj je pa toliko posebenega na naši kisli juhi? Vemo, da je zdrava, same sveže sestavine. Samo sveže zelenjavo gre do pličančja meso, zeleno, peteršilj, korenček. Ko je tak večino smo delali iz našega vrta, ko so naše babice delali, naše mame. In to večina smo tako kuhali na štedilnike, ko smo imeli na drva. Voni smo kurili, pa smo kuhali tako bolj počasi. To jeste vsak dan ali sam? Vsaki dan večina porabijo kot otroki, zdaj imamo, porabimo juho. Imamo juho pačo, imamo zelenjavo, ko dosti zelenjavi pride, vse zelenjave notri. Imamo pa tudi od spinača juho, tako bolj na kislo. Imamo več vrst juhe. Super. Potem v bistvu, gospa Ajšo, za juho uporabite vso zelenjavo, vse. Tako. Imate kakšne posebne začimbe, delate tudi pekoče juhe? Pekoče ne bi rekla od juhe, samo pekoče pač delamo od šah, to pride zraven, fajn, pa pri jahniju. Pri sarmavi tudi tako pomembno, da so malo bolj pekočo. Pa potem te juhe se dolgo kuhajo, jih počasi? Počasi se kuha, bolj dlje se kuha, boljša je, ne? Tako, jaz sem začel pripravljati naš šahmas, naseklal sem čebulo, jo damo na vroče olje. Za sladko zelje šahmas potrebujemo 800 g mehkega zelja, 500 g govedine, 500 g pelatov, 4 paprike, 2 čebuli, 100 g jajčevcev, česen, sol in poper. Recept najdete na ave.si. Tako, čebulo smo na hitro prepražili, potem bomo pa dodali meso, da se še malenkost na čebuli prepraži. Kasneje bomo pa dodajali papriko, melancane in na koncu zelje. Ajša, pripravljate veliko sezonsko, vedno sveže uporabljate iz vrta, kar raste. Poleti večina iz našega vrta. Kaj pa kje od mesa uporabljate? Od mesa uporabimo od govedine, teletine, pličančje, jagnjetine. Tudi? Ja, dosti uporabimo tisto. Vse uporabimo edino pač, ko svinjetino ne dodamo, ne? Seveda. Bi lahko prosila za malo olje. Olje? Seveda. Čisto malo. Dobro, dovolj. Za domači kruh potrebujemo 75 dekagramov moke, 25 g svežega kvasa, 3 čajne žličke soli, približno pol litra mlačne vode in 1 jedilno žlico olja. Recept najdete na ave.si.
gospa Ajša, vsak dan pečete kruh. Vsak dan pečemo sveži kruh. Potem ste ga sigurno že veliko spekli. Večina dosti smo pekli, ker vsak dan kruh pečemo, magari za sendviče, za hamburgera, za jedi, tako, ker imamo, zdaj odvisno, če imamo za hamburgera, te damo malo večje kose, pa bolj tanke, če pa tako damo na manjše kose, ko imamo zraven jedi, ne? Pa potem delate tudi kakšne druge priloge zraven, kakšne jedi, riž mogoče, ki Ja, jeste? prilogi imamo od riž, imamo krompir, kuhan, imamo toto tako rižoto, naprimer od jagnjetine, tiste od drobovine od jagnjetine, Rižoto. pa tako rižota je, tako da to je tudi pomembno, tudi pri nas, ko imamo praznike, ali ko imamo take gostije, to porabimo tudi. Tako smo končali, ga pokrijemo s Ga krpo. pokrijemo s krpom, pa ga pustimo za pol ure, da odhaja. Velja, ga bom jaz dal na toplo. Tako, če je bolj na toplo, bolj hitro. Hitreje vzhaja. Hitreje gre, Odlično. ne? Jaz bom postavil naš kruh na toplo, na to pa nadaljujemo. Tako, naš kruh se vzhaja. Jaz bom nadaljeval z našim šahmazom. Gospa Ajša bo začela s kislo juho. Gospa Ajša, rekli ste, da delate rižoto iz jagenjčkove Iz drobovine. jagnjetine, ja. Kaj vse še lahko naredimo iz jagenjčka? Jagnjetine lahko da pečemo, pa tako pride ta priloga od rižote pa z drobtovine, kaj ima vse jagnje znotraj. Čisto vse, kar ima notri. Čisto ne vse, ne nagre vse. To, kaj vemo, kaj se da, notri mi to vzamemo, peremo, naredimo tisto čreveste, to moramo vse oprati, pa obrniti na drugi strani, pa jih pletemo. Pletemo jih, pa jih damo kuhati, pa narežemo tako, da za rižoto riž pa posebej se kuha, pa naredimo rižoto od njih. Pa od jagnjetina pol naredimo lahko še tako, kot kisla. Aha, kisla jagnjetina. Kisla, ja. Od rebra se večina lahko dela, pa tudi od kjer kosega, pa damo jajce, pa jogurt, notri pol kose, to vse razkuha meso, damo jajce, pa jogurt na zadnjo in imamo take od glinaste tote posode in damo pečico. In to se v pečici peče, tako počasi, da Fajn mehko rata. je fajn meko, pa Super, pa to začimbamo, pa to. pa pripravite jagenjčka ob kakšnih posebnih priložnostih? Jagnječine pripravimo večina, ko imamo praznike, ko imamo svadbe. Naprimer na svadbi, kaj še kaj tazga pripravite, skuhate? Na svadbe pripravimo za predjedi imamo, salame suhe, od pličanče, od poranje, suhe pa tako. Juhe? Juhe bolj Ne? skromno, na svadbe pa juhe ne nagrejo. Ne? Predjedi damo dosti, pa od glavno jedi. Pol pa imamo v pločah, ko v pločah pridejo več vrste mesa, pride jagnjetina, pride pleskavice, čevape, pličančje, tako na žaru, imamo cvrto, pol pa imamo kislo papriko, z česnom vloženo, ko sami to pečemo. Sladice. Zelenjavo, sladice, pol imamo baklave, imamo tulumbe. Pa je vaša baklava kaj drugačna, kakor poznamo turška baklava? Ja, dosti se pozna naša, drugačna je, drugačno ko delamo, drugačne imamo začim, kaj damo notri na deve. Kaj vse pa lahko damo v baklavo? V baklavo damo oreho, kokos, grejo še neke drugačne, ko pa tudi gre vse povedati. Super. Malo imamo tajno našo. Seveda. Tako, gospa Ajša, tukaj imam sladko rdečo papriko. Papriko, ko damo notri za zelje, tudi je zelo pomembno paprika, ker da okus, pa časih še gosti rdeča paprika, ne? Pa je rdečo zelje. Pa je veliko uporabljate, je pomembna začimba. Porabimo tudi dosti toto papriko. Mislim, pri dosti jedi grejo paprike, edino pri juhi. Pri juhi pa je tako čisto bela. Osnovno sol. Osnovno sol. Za romsko kislo juho šuklizumi pača potrebujemo 500 g piščančjih prsi, 2 jajci,
200 g jogurta, 200 g korenčka, sol, peteršilj, 2 čebuli, 2 stroka česna, 30 g moke in 50 ml rastlinskega olja. Recept najdete na avi.si. Zdaj, rekli ste, kaj vse jemo na porokah. Imate mogoče tudi za kakšne druge običaje, kaj posebne jedilnike, posebno hrano? Pogreb je drugačno, za poroke pa je drugačno. Mislim, za poroke rabimo dosti na žaru, dosti ocvrtega, dosti pečenega. Da se najejo ljudje. Da se najejo ljudi, ne. Ko pa na pogrebe pa samo kuhano. Samo kuhano, nič pečeno, ker ni v redu se peč in to samo kuhamo. Ker dosti pridejo ljudi, ko se klanjajo pa to in imamo juhe, imamo pač obvezno, imamo sarmavo, delamo iz kiseljeg zelja in jagnija. Jagnija tudi vse zelenjave, pol pa imamo pličinte, tako bureke, samo naša je bolj posebna. Pa je kaj podobno navadnemu bureku? Dosti ni, čisto drugačna je, ni masno, ni tak, mislim, dosti testa vnutri in skrozi drugačne kot pa bureke. S čim pa polnite te Punimo z mesom lahko, z bučama. Tudi z bučami? Ja, tako da imamo več vrste, delamo. Odlično. Tako, dodali smo zelje v naš šahmas, ki se mora kuhati nadaljne, Ajša, rečemo, dobro urico. Kisla juha se tudi kuha, dodamo čisto malo olja. Malo olja in pa začimno mešanico. Tako. In Ajša, to potem kuhamo tudi približno 1,5 ure. Tudi pol ure kuhamo. Ta čas se bova pa z gospo Ajšo lotila kruha. Tako, naše juhe se kuhajo, z gospo Ajšo bova pa ta čas pripravila kruh. Gospa Ajša, kar izvolite. Sigurno ste že veliko tega kruha spekli v življenju. Kdaj ste ga prvič, se še spomnite? Prvič sem ga spekla, ko sem imela 12-13 let. Takrat mamo nisem imela doma, je delala. Pa sem prišla babici, sem šla, pa mi je ona povedala, kako moram, ker sem povedala, da kruha nam je zmanjkalo. Mi je dala moko, sol, mlačno vodo, da sem išla kruh peč. Pa sem ga tako, kako mi je povedala, tako sem naredila. Pa je bil dober? Prvič pa res je bil v redu. Pa sem pol vprašala, kaj bi še skuhala, ko pride mama iz službe, tako da bo že kaj najdla, da bo mi je malo presenetila. Te pa mi je rekla, če imam pasulj, fižol beli, pa sem rekla, da imamo, pa je rekla, te pa gremo skuhati pasulj. Pa sem vodo nastavila, pa sem pasulj prebrala, pa sem ga oprala, sem dala kuhati. Pa na zadnjo, ko se je skuhalo, mi je že povedala, kako naj naredim do konca. Tako je mama prišla iz službe, tako da je bila zelo vesela, ko je najdla celo kosilo doma. Pri 13 letih že pri prvi pasulj skuhala? Pri 13 letih sem prvi pasulj skuhala, pa kruh mislila. Tako takrat, kako nas je babica učila, to tako je ostalo in tako dosti večina pečemo kruh domači doma. Torej, včasih še ni bilo vse te tehnike. Ne. Ste pekli na ognju zunaj tudi kaj? To smo imeli mi take šporete vuni na drva in to smo imeli dosti veselje, ko smo kurili in smo pekli in kuhali na šporete na drva doma. Takole, zdaj delamo majhne kruhkice, ja. Kruhke. Polko imamo za kaki žar, za kako pleskavico, pa tu imamo malo večje kruhice. Ko pa imamo tako za glavno, pa imamo malo manjše. Tako pol pa jih namačemo sezano in večina damo gor, ker bolj diši kruh. Lahko delamo kolače, lahko pa delamo take manjše. Zdaj odvisno, kaj kuhamo, pa kaj je zraven kruha, ne? Moram reči, da se vam, gospe Ajši, se res po rokah vidi, da ste že spekli veliko tega kruha. Dosti. Hlebčki so skoraj identični, zelo lepi.
Gospa Ajša, včasih se je veliko vlagalo zelenjave, kar smo imeli na vrtu. Se ta tradicija ohranila, še vedno vlagate? Ja, vlagamo dosti. Živa turšija se reče to, ko vlagamo vse papriko, paradaje, kumarce, vse iz vrta, take male kumarce. To je tak živa turšija. Pa vlagamo zelje, take velike burje, tisto, ko damo. Pa imamo vodo od zelje. Ostanek vode? Ostanek vode, ja. In tisto smo pili mesto vode, mesto soke. To je bila bolj tradicionalno, tako sok, tista voda od zelje, ja. Pa zelo zdravo je to. Zelo zdravo je bilo in za ljudi dosti, za pritisk, zato je bilo super. Tako da... Tudi za holesterol najbolj? Za holesterol je bilo v redu, ker je bilo kislo, ne? Tako da nismo rabili ne soke, tote sladke, ne vodo. Dosti smo porabili po celo zimo, pač tisto rasoja se reče, ne? Od zelje. Pa smo dali kako glavico od zelje rdečo, da je tisto postalo rdečka, tako sok. In to so otroci tudi dosti so pili, ne? In stari, tako da smo imeli... Super. Tako, kruh so ratali hlebčki, zdaj bova to postavila kar v pečico. Malo bo še, malo bo. Jih malo poteptamo. Ja. Pa bi zdaj, če bi imeli, bi to stote malo jajce namazali. Bi fajn še zlati ratali. Zlati pa... Zdaj lahko bi tudi sezam dodali, ste rekli. Pa sezam damo od gore. Pa damo peč, malo ne se odhaja, bomo pokrili pa malo pustimo. Spet pustimo malenkost. Ja, za 5 minut. Tako, naše hlebčke spet pokrijemo s krpo in pustimo počivati nadaljnjih 10 minut in na to v pečico z njimi. Tako, naši hlebčki so se odpočili. Kakor ste opazili, v pekač nismo dali nobenega olja, nobenega peki papirja. Se je glih tako obdan kakor ponve s keramiko. Hlebčki se bodo lepo spekali, nič se ne bodo parjeli. In zdaj jih bomo dali za 20 minut na 250 stopinj. Tako, naš kruh se peče, zdaj bova z Ajšo prvo dokončala našo kislo juho. Ajša, vi boste naredili česen z moko, da bomo zgostili. Tako eno prežganje, da bomo gostili. Super, jaz vam bom ta čas to narezal. Tako. Ajša, slišal sem oziroma vem, da odpirate restauracijo z romsko kuhinjo v Taboru v Mariboru. Vi boste najbrž glavna kuharca. Tako je. Kaj boste kaj tam kuhali, kaj boste ponujali? Tam bomo imeli tudi odmalce, kosile, večerje. Bomo imeli po naročilu tudi. Bomo imeli od jagnjetine, od piščance pečene, od zrezke. Bomo imeli tudi naše jedi kuhane. Bomo imeli od juhe, naprimer od pače, od sve juhe, 2-3 vrste juhe bomo imeli. Bodo tudi kakšne gotove jedi v ponudbi? Tako, gotove jedila bomo tudi imeli. Od sarmave, jahnije, od tave, od šahtaj mas. Pol bomo imeli tudi žar. Bomo imeli jagnjetine vsak dan, buni, vrteli se bojo. Bomo imeli pleskavice, punjene pleskavice, čevape. Bomo imeli od puranje zrezke, piščančje zrezke. Tako, gospa Ajša je pripravila prežganje, ki jo bomo zalili vrelo juho. Dodali bomo narezanega piščanca in korenje. Jaz bom pa ta čas naredil jogurt z jajci, ki pridejo na koncu not in v bistvu naredijo to juho kislo. Torej, Ajša, boste tudi kaj posebenega delali v vaši restauraciji? Tako, najbolj pomembno bo, da bo nazadnje naša romska kafava in da bomo pol imeli še šlogarico. Res? Da bojo še šlogali, da bo tisti gost, kjer se želi, da bo se želje spuni. Odlično. Tako. Zdaj bomo še zelenjavo dali notri. Meso.
Tako, naša kisla juha je končana, zdaj nam samo še šahmas manjka. Ajša, bomo dodali Zdaj bomo pelate malo dodali. Ja. Zdaj, jaz imam tle še en čili. To je mogoče bolj še en pomembno za tako šahmas, ko je, da je taki čili, da je malo pikantno. Malo mora biti. Malo mora biti pikantno. celega notri. Celega nastavimo notri, pol Takole. pa, ko se želi kjeri, pa se da ven. Če je pa kjer mu res všeč, ga pa lahko tudi poje. Ja, seveda, če mu je všeč malo, da je pikantno, te pa že. Super. Ko nam šahmas ponovno zavre, smo pripravljeni na serviranje. Tako. Takole, naš kruh bo tudi pečen počasi. Vidimo se, naši hlebčki niso nič prijeli, zato da bodo pa še mehkejši, da ne bodo trdi in suhi, jih bo Ajša premazala z maslom. Malo bomo premazali. Mi smo končali našo piščančjo kislo juho in našo sladko zelje z govedino. Sicer sem jaz sladko zelje naredil malenkost drugače, saj smo za manj oseb kuhali, zato sem tudi zelje in govedino na manjše kose narezal. Ajša, vi to v restavraciji delate za veliko ljudi in tudi so večji kosi narezani. Večja količina bo in drugačno bo rezano na malo večje kosi, ne? Tako. To je to. Ajša, najlepša hvala, da ste se nam pridružili in nam pokazali lekanček vaše zanimive kulinarike. Z veseljem bom prišel v vašo restauracijo. Boste zadovoljni? Vam gledalci pa en lep dober tek. Hvala. Dober tek.